Električni avti so med nami, tukaj ni več kaj razglabljati. Zdaj se ukvarjamo samo še s tem, kateri je boljši, kateri več prevozi, kateri ima boljši izkoristek. Pa se mi je zdelo fino, da ta test začne z enim praktičnim prikazom. Evo, začenja na Lukovici, baterija je 100% polna, doseg je 394 km, sliši se obetavno. Grem! Najprej avtocesta. Z električnimi avti sem vedno najbolj živčen na avtocestah, ker hitro pada doseg. Tukaj 64-kvorno baterijo pa ni take panike. V bistvu se da kar lepo priti daleč. Bom pokazal, koliko pokur do Maribora, če bi se recimo vi vsak dan vozili po taki poti. Hitrost ves čas 130, v tuneli 100, temperatura pa idealna za električni avto, pa tudi zame 22 stopinj. Drugače vožnja je zelo prijetna, umirjena, zvočna izolacija bi lahko bila še malo boljša, da bi bilo še tišje, pa super je, da res dobro pospešuje, ko pohodaš pedal. Ja, se pozna vseh 150 kW, to so 204 konji, pa skoraj 400 Nm navora v celotnem območju vrtljajev. Se veste, pri klasičnih termičnih motorjih morate najprej doseči določene vrtljaje, da res pokaže takšen motor svojo moč, tukaj pa pospešuje kadarkoli na polno. 7,8 sekunde potrebuje do 100. Ok, sem tukaj na polnilnici Maribor Vzhod in moja poraba do sem je bila 18,7 kvure. Porabil sem 26% baterije za 100 km, če preračunam je doseg še slabih 300 km, tukaj pa piše 283, kar drži in to je dobra informacija za tiste, ki se res veliko vozite po avtocesti, da vas ne bo strah. Vsaj takrat, ko so idealne temperature kot danes. Pozimi kar odštejte rajš kakšno tretjino, čeprav pri Niru vseeno malenkost manj, ker ima še toplotno črpalko za ogrevanje. Sicer pa so električni avti idealni takole za mestno vožnjo. Tukaj boste najbolj cenili tišino in zvezno pospeševanje. Moja poraba je v tem primeru pod 18 kvor na 100 km, kar je ok. Sedi se kar visok, preglednost je dobra, ker je oblika oglata. Ergonomija mi je pa tudi všeč, ker so za vse pomembne funkcije pravi gumbi, čeprav je tudi na tem zaslonu veliko vsega in je tudi odlično odziven. E-Niro ni preveč velik avto, 4,37 m meri, to je med Seedom in Sportageom, zato je tudi dovolj ukreten tukaj, ko je treba tudi kdaj v kakšne bolj ozke ulice. Je pa treba povedati, to se vidi na navadnih cestah, da občutek na volanu ni toliko dober, kot bi včasih rad, pa tudi podvozje ne požira toliko učinkovito, da bi si želel hitre vožnje. Ne, umirjeno in bo ok. Tole lahko pokažem. Fino je, da se na takšnih javnih polnilnicah lahko polni na 3 fazah z 11 kW, torej bi bila prazna baterija, ki mimogrede tehta 450 kg, v teoriji polna v okoli 6 urah. Torej dovolj hiter, da se napolni čez noč, ko boste imeli doma svojo polnilnico. Oblika je zanimiva, mogoče v kakšni bolj izraziti barvi izgleda še malo bolje, da bolj do izraza pridejo teli dodatki pa zaprta maska, čeprav mi je bil na pogled bolj zanimiv e-Soul, ki praktično enako tehnologijo skriva pod pločevino. Prostora je dovolj, tudi prtljažnik ima 451 litrov in prostor za kable spodaj, edino trde plastike tukaj malo preveč, pa včasih zaškripa, če se kam naslonam s kolenom. Mi je pa zelo všeč, ker je res veliko velikih odlegalnih mest. To. In cena? Električni avti so dragi, brez izjeme. Tale stane sicer zelo bogato opremo, 53,5, potem pa so še vedno neki ogromni kini popusti, tako da je lahko vrš za 46 500 evrov, plus subvencija države, če je. Ne bom rekel, da tečete ponj, je pa tudi ta eden boljših med tistimi na elektriko.